Karmen, dober dan. Me prav veseli, da sem danes na tej strani, ker sem bila pravzaprav tebe vajena. Mene malo manj, ampak dobro. Ja. Veliko let nazaj sva se spoznali. To je, koliko sva zadnjič rekli? Mislim, da je 7 let. Ja. Pred 7 leti mi je Karmen rekla, jaz bi tako rada vodila literarne pogovore. Delala sem takrat pri založbi in takrat si pravzaprav začela z Mladinsko knjigo sodelovati in to sodelovanje je trajalo, jaz mislim, da Še traja. v bistvu še zmeraj traja, ne samo mene ni zraven. Si, drug teden bomo v tvoji Ja, okay. knjigarni. Sem malo drugače. Malo drugače, ja. Povej mi malo o sebi, kako pravzaprav je šla ta tvoja pot ljubezni do jezika. Najprej en lep večer, hvala, da ste tukaj. Zdaj se vem, da nimate gripe, ker ste tukaj. Zato, ker znam reči, zelo so kapljali SMS-i, oprost, nisem za nikamor, bi prišla, ne vem, tako. In po SMS-u ne moreš slišati, a je človek res bogi ali ne, ampak tudi klicali so z bogimi glasovi, skratka sem vesela, da niste med njimi in da ste tukaj. Kar se tiče, zakaj sem rekla, jaz pa malo manj vesela, ker smo že imeli večer v Novem mestu in ugotavljam, da se vseeno boljše počutim na drugi strani kot spraševalka. In seveda, ko pišem, sem čisto rada pisateljica, se Peter to tudi ve. Kako je fino biti sam s sabo pa s knjigo, ker bo treba o njej govoriti, se pa marsikaj spremeni, zato ker enostavno jaz, ko vodim, znam zbirati besede, znam paziti na slovenščino. Danes tukaj z nami Maja, ki je mojstrica slovenskega jezika in bom imela zdaj še večjo tremo zadnji Boštjan, ki ga neizmerno občudujem in je hkrati avtor najboljše in najbolj prodajane in kakšne še slovenske knjige leta 2016. Potem, da seveda ne govorimo o dr. Petru Čeferinu, ki vsakič, ko pride not, me stisne od lepega in seveda od spoštovanja. Skratka, hočem reči, da po eni strani je zelo lepo biti na drugi strani, po drugi strani je pa spet včasih tako, a veste, ko si moderator, lahko marsikaj skriješ, ko si pa tisti, ki piše knjige, pa malo težje. Zdaj ne, da bi imela kaj za skrivati, ampak enostavno, jaz sem še tako zelo hudo iskren človek, pa bo včasih tudi kakšno bleknem travost, tako da če se to danes zgodi, naj mi bo vnaprej oproščeno. Beseda. Zelo mi je všeč, ker prvič po dolgem času vidim, da imaš, kako se temu reče, miselni vzorec. Snimam vprašanje. Krasno. Nikoli v življenju še nisem tako delala, ampak se mi zdi, da bom uporabila. Kar se pa tiče jezika, pa moje poti z besedo, kaj pa vem, že od majčkega so me navduševale zgodbe. Meni nikoli niso brali, moji niso nikoli imeli časa, imela sem pa enega takega bratca, ki je pač še danes 10 let seveda starejši od mene in je imel en tak čut, da je treba tam malo zaposliti, ker drugače bila tam malo več čez, pač je brenčala okoli, pa mu je šlo to na živce in rešil sem je tako, da mi je dal pač plošče z pravljicami in s tem mi naredil eno velikansko uslugo, ker enostavno me je naučil ljubiti pravljice, ljubiti zgodbe. Jaz točno vem, kje je ploščo preskočila ali pa kasete, polka mi je kasete vrtel, ker sem toliko na pamet vse te zgodbice znala in enkrat sem se jaz odločila, da jaz bi pa tudi to počela, jaz bi pa tudi, da mene tako posluša, kakor sem jaz poslušala njih. Zdaj se to celo počasi dogaja, ker se vse več in več ukvarjam s pripovedovanjem, ampak ta ljubezen do zgodbe, do tega, da ti nekaj začneš in pelješ nekoga gor in potem ga spustiš in ga pobožaš, vznemiriš, je razjeziš, karkoli. To se mi zdelo tako, to je pa nekaj fejs, to je pa nekaj posebnega v življenju. No, potem je življenje popeljalo pač v vodenje z mojstri besede in mi na misel ni prišlo, da bom jaz pisala. Če se ti družiš z lopci, pavčki, lanščki, čeferini in tako naprej, si rečeš, no, bom jaz rajšna boma, ne. Potem se je pa zgodilo pač enkrat, da sem pa rekla, zdaj pa ne gre drugače. Jaz moram pisati in sem rekla Feriju Lanščku, da Ferjuška, jaz sem pa občutek, da moram počasi začeti pisati. In on me gleda pa prav, jaz te že par let hočemo vprašati, kaj čakaš. In to mi je bilo na nek način, ja dej, ne, on me pa zelo dobro poznal, kako pišem, ker sva si mi do maila recimo pisala kot ene vrste zgodbe, ne, ali pa tudi na Facebooku, ko se je začel, mi da si vedno pišemo v prispodobah, metaforah, tako, ne, nikoli ni to živo Feri, kako si, ampak je
divje rože cvetijo, kako je pri tebi. Ne? Tako. Tako se je začelo, no? In potem, bolj ko se družiš s temi mojstri besede, itak ti potem po službeni dolžnosti moraš brati knjige, kaj je lepšega. In bereš veliko in potem zelo hitro ugotoviš, kaj je tvoje, kaj ni, katere zgodbe so, kaj mi paše kot bralki. In zato sem potem zelo hitro tudi ugotovila, kaj mi paše kot pisateljica. Enostavno sem puristka, jaz imam rada jezik tak, kot, ne vem, smo se ga učili v osnovni šoli. To se pravi, da ima vsa ločila, da se upoštevajo vse možne stvari, ne? Boštjan. Znam tudi jaz kakšno rejco kdaj. Ampak pač nekako sem vedela, kako želim pisati. Je pa res, da mi mami ves čas govorila, da sem od nekdaj pač govorila, da bom pisateljica ali pa veterinarka. No, potem mi je pri 12 umrla mucka in jaz se še danes spomnim tistega praznega teleška, ki sem ga nesla v grobku, da mi je bilo jasno, da jaz veterinarka ne bom. Ne, to je enostavno. Ne bom, ne. Pa se pa še krvi začela bati, menda tega se sicer ne spomnim, ampak menda se bojim, sem se bala krvino. Pa je pa ostala sem še pisateljica, ne. In zato, ker v Sloveniji malo težko začneš kot pisatelj in tudi preživiš, ne. Razen, če pač nisi eden od tistih 4 izbrancev v Sloveniji, sem pač začela se ukvarjati z besedo drugače in zdaj sem tukaj. Takole, ko gledam gospoda Čeferina tukaj, mi smo bili ena trojica, ko je gospod Čeferin napisal svojo prvo knjigo in smo se podali na turnejo po Sloveniji, da predstavimo ta njegov prvenec. In takrat smo bili v vlogi. Gospod Čeferin ni bil odvetnik, je bil pisatelj. Karmen je bila povezovalka dogodkov, jaz sem pa poslušala. No, in danes smo zarotirali vse te svoje vloge. Tako da jaz vama rečem, da ne vem, če bom pisateljica, ampak če bom, pa prosim za tale... Si znaš na kitaro igrati? Ja. Lepo se tole življenje obrača in lepo pravzaprav tudi ti napreduješ. Tole ni tvoja prva knjiga. Bo še malo povedala, ker sigurno tudi ni edina stvar, ki si jo kdaj v življenju zapisala, ti 2 knjigi, ampak si se že verjetno tudi prijela s kakšnimi krajšimi teksti ali pa kaj takega. To sem zdaj kar tako rekla. Misliš objavljenimi ali? Ali pa sama zase. Sama zase. Tega je ogromno, ampak tisti ni za. Tisti bi rabil še, kako ne rečem, obrtniškega dotika nekaj. Ne, jaz pišem od nekdaj. Mi smo imeli tudi doma eno tako situacijo, da je bilo včasih zelo napeto in pač moja terapija je bila v sesce k mojim zvezkom, ki sem jih vedno zelo tako izbirala, kot da on zbiram planerje. Jaz sem sposobna iti 14-krat v knjigarno zato, da bom našla pravi planer. Butasto do konca, ampak tako je, to je moj ritual. In prej sem pa dnevnike, zvezke za dnevnike tako zbirala. In če ni bilo prave barve, pa nikoli roza, nimam niti enega roza, mi pogrede, če ni bilo, ne vem, nekaj. In potem sem ugotovila, da niso po mojem okusu in sem začela kupovati zvezke, ko so bili čist prazne, te strani sem začela risati gor, ali pa sem si nekaj napisala, ne vem, misel, ki hočem, ki bom sledila v tem letu. In to mi je blazno pomaga, čisto kot terapija. In enostavno, ja, pisala sem velikrat, čisto zato, ne vem, da dam ven nekaj, kjer druge ne morem, zato, ker nisem hotela, ne vem, ljudi s tem obteževati. In tudi zato, ker nisem znala povedati, napisati sem pa zmogla. Tako da pisala sem od nekdaj. Potem sem šla, prva objavljena stvar je bila pa v Sodobnosti, in sicer literarni potopis Skube. In ga pošljem Evaldu Flisarju, pa me povabi na sestanek, pravi. Takole, tole ni slabo, je pa 90% preveč. Kako to misliš? Jaz sem napisala, kaj jaz čutim, kako sem vse opisala, kako sem lepo z metaforam, v koliko besedah povem eno stvar. Je rekel točno to. Daj zdaj to vse ven, pa priče enkrat. Ne? Je rekel, tukaj imamo zdaj, ne vem, kako je bilo, 12 strani, prid mi z isto besedilo, z isto vsebino na 3 straneh. Kaj si ti, no, tega jaz ne znam, ne? Je pa res, da sem novinarske stvari takrat pisala, podelala in je bilo zelo podobno, ne? Da pač preveč vsega, jaz sem krancljala jezik, tako, ne, zelo, jaz sem si mislila, da če pa bolj kranclaš, bolj si pisatelj. No, seveda je to ravno obratno, to sem pač zelo hitro pol dojela in Evald me je takrat masiral in še danes sem neskončno hvaležna. In to je bilo prvo, da je bilo tako objavljeno, potem pa nisem objavljala, ker sem toliko se ukvarjala z vodenji, z branji drugih, da pisala sem še vedno, objavljala pa ne.
Tako da pri sprehajalki je bilo zelo zanimivo, ne, tudi pri nekateri kritiki, prva stvar, ki je bila, kako to nič objavljenega je potem kar roman. Ja, ne vem, tako je, jaz ne vem, pač tako sem se počutila, ne. To ne pomeni, da sem se precenjevala ali pa karkoli, mislim, mogoče sem se tudi, ampak enostavno, ne vem, jaz nisem bila sposobna napisati kratke zgodbe. Meni to ne gre. Čeprav v tej notri so tudi kratke zgodbe, ne. No, pri teh zgodbah me predvsem zanima, to me je pa tudi pri sprehajalki zanimalo. Koliko je tebe noter? Ja, kot sprehajalka je pač seveda del sprehajalkine zgodbe Mile je moja osebna zgodba. To se pravi, res sem šla v Iran, res sem potovala z moškim, s katerim sem bila v partnerstvu prej, bolj ne več, ko sva šla, nisva bila več partnerja, Mila je še. Res sva potovala s predelanim vojaškim tovornjakom. Vse to je res, vse je res tudi, da so ljudje notri, ki sem jih spoznavala na poti, so resnični. Drugače pa veliko Mile pač fikcije, ne. Njej so se veliko bolj grozne stvari zgodile kot meni, čisto tako, na tej poti. Tukaj sem pa nalaž, recimo to je bil tudi eden od razlogov, zakaj sem šla v moški lik glavni. Ker sem hotela izstopati iz ženskega. Zdelo se mi je, da bi bilo kar pametno, da bo zdaj moški lik glavni, zakaj? Da začnem razmišljati, saj ne moramo razmišljati po moško, jaz ne znam razmišljati po moško, ampak sem pa pozorna, kako razmišljajo, ne vem, 27-28-letni fantje, tako kot ne bi bil Tejo star. Začela sem, ne vem, z nečaki po Facebooku in ok, napisala, ker ste stara 22, pa 26-27. Pa take malo življenjske teme, kako gledate, ne, in pa sem dobila nazaj, to bi pižama razumel, Boštjan, razen VTF, ne, to sem razumela, ampak ono lol je, sploh ne vem, da sem rekla, mi lahko prosim to v slovensko. Ampak hočem reči, skušala sem kako, ne, dotakniti se tega in če bi spet pisala v ženske, bi spet pisala preveč iz sebe. Tako sem pa morala v pogled, se mi zdi malo obrniti navzven. Ja, in zato sem se odločila, najprej bila bralka ženska in pol v enem trenutku, ne, mora biti moški, dajmo moškega, dajmo mladega fanta, tranzicijski otrok ima vse razen časa staršev ni imel in pravzaprav na nek način ni imel otroštva oziroma še zdaj živi to, ne, živi to otroštvo, ne, in je brez smisla. Tako da tukaj noter pravzaprav ni veliko mene, no, mislim, dedkovo odhajanje njegovega dedka je podobno odhajanju mojega očeta. To zdaj ne pomeni, da je isto, ampak ja, ne, von bolnišnice ali pa sobe umirajočih je zelo poseben von, ki, če ga ne doživiš, ga verjetno težko opišeš. Si ga že doživela, ne? Sem ga, ne. Von, ne vem, ali pa oči človeka, ko odhajajo, ne, nekateri to veste, kakšen je, pač je poseben pogled, pri vsakem drugačen, ampak ta njegov dedek je pač imel pogled mojega očeta, no, tako. No, zdaj smo se že dotaknili malo tudi tele zgodbe, namreč to je zgodba, v kateri se pojavljajo krajše zgodbe, namreč glavni junak Tejo bere odhajajočim, sem se to prav izrazila, ne? Umirajočim, odhajajočim. Vse skupaj si postavlja v bistvu hospic. To s kakšnim posebnim namenom, ali si hotela to morda komu to posvetiti. Ideja se mi zdi fantastična, če ne drugega si dala odlično idejo. Kaj pa vem, to je čisto naravno prišlo. Se mi zdelo, da pač umirajoči, nisem hodila, da se to dogaja nekje v eni bolnišnici, zato ker tudi ni realno, ne. Ker recimo hospici imajo, marsikje je zorganizirana ta branja odhajajočim pa umirajočim, ne. Sploh v tujini, recimo, vem, ko sem pač malo šla študirati v Ameriki, sploh ni treba imeti nekega predznanja ali pa biti prostovoljec, zato da si lahko ob umirajočem bereš. Pri nas je malo drugače, kot mi je Urška Lunder pol razložila, ker sem pol hotela iti na Golnik, na paliativni oddelek in mi je rekla, Urška, lej takole, lahko greš, ampak čakate to, pa to, pa to, pa to, pa to. Jaz sem imela pa doma starega otroka leto, pa še malo. Je rekla, res to hočeš? Sem rekla, ne. Ne, da nočem. Ja, hotela sem jim brati, ampak bi morala čez en proces kot prostovoljka. In pa sem ji rekla, da to pišem, rekla, ne rabiš, ne. Ne rabiš tega. In pa smo ogromno se pogovarjali, brala sem njeno knjigo, skratka, Urška mi je zelo pomagala. Zakaj hospic, kaj pa vem? Zato, ker se mi zdi
tako lepo okolje, kjer je tudi mir, ne, kjer se ti dejansko lahko, tudi vse je ta organizacija noter opisana. Mimogrede, to je hospic, ki ne obstaja. To je hospic, v katerem bi jaz želela odhajati, če bom kdaj morala. Je na pečini nad morjem, ves čas ga čisti veter, ki prihaja z morja, ves čas je obsijan s soncem, ima zadaj zelen travnik, ima cvetje na travniku. Skratka, to je kraj, kjer bi si jaz, ne, če se mi to obeta, želela oditi. Pa ne samo zaradi okolja, ampak tudi zaradi ljudi. Ne. Tukaj noter so ljudje, ki imajo grozne zgodbe, ki bi lahko bili grdi ljudje zaradi teh zgodb. Ampak je ravno obratno, ne. Ker so se tako soočali s tem na nekem padcem življenja, da enostavno so spoznali, da ali si dober, pa imaš še nekaj od tega, ali pa si lahko do konca življenja zagrenjen. In so pač zbrali drugo pot. In taka je recimo ta medicinska sestra, ki mi je zelo ljub lik, Mirna. Taka je konec Lenja, mlada specialistka paliativne medicine, ki je zelo nedostopna, ki je zelo posebna deklica. Ta lik me je zelo vznemirjal, ker nikoli nisem vedela, ni me spustila do sebe. Zdaj se to tako sliši, ampak res me ni spustila do sebe. Ne? Sem že hodila jo malo bolj odpreti, pa se spet nazaj potegnila, pa zakaj ne? Ker ti dialogi njuni s Teotom, z bralcem, so res prihajali tako. Tvoj oči Sašo mi je enkrat rekel, da gre na soline, pa se priklopi, ne? Pa sliši pesmi, pa tako, pa sem se rekel, kako ne? Ja, se to ljubrt, pa se to je treba misliti. Ampak, ko smo klepetali o tem, je dostikrat rekel, da enostavno ene stvari pridejo, ne? In si ti samo prinašalec tega. In najboljši deli tukaj notri so bili točno to. Jaz se rečem, da sem v kanalu, da enostavno prihaja. To je zelo tako, mogoče malo metafizično se sliši, ampak zanimivo tudi, da zdaj, ko zbirajo ljudje, ki se pogovarjajo z mano, ko zberajo odlomke za branje, zberajo točno tiste, ki so prišli tako. Ne? To se pravi, ker na nek način jaz nimam nič z njimi, razen pač, da sem jih zapisala. Ko si zdaj začela to govoriti, sem se spomnila, da sem med zapiske tole prepisala. Ob starcu, ki ni mogel govoriti, je tudi sam govoril manj. Z njim je najlažje vodil tišino, tudi tisto v sebi. Ja, to je to. Me zanima, bi ti šla kdaj za bralko, resnično? Bi z veseljem. Ne vem, če z veseljem, ne. Ne vem, če z veseljem, ker v resnici ne vem, kaj me tam čaka. Je pa res, da ko je ati umiral moj, sem imela stalen vzgib, da ne grem zraven s poezijo. Pa moj ati nikoli bral poezije, bil je pa blazen zgodbar, ne, on je povsod je videl zgodbo, tudi tam, kaj ne bo treba. Tako da me je skozi nekaj še rekla sem bratu, kaj pa če jaz pridem malo prej, ne pred obiski, pa moj skar malo čitam, pa tako, pa rekel, pa nared to, ne. Pa sem vprašala zdravnika, pa rekel, ja, veste, obiski so takrat, ne. Ampak enkrat sem res pol prišla, edinkrat sem šla sama, in sem v bistvu prepovedala eno zgodbico, čistko od se ni več slišal, ali pač, kdo bi vedel. Ne? Mislim, učke niso več, so sem bile še, ampak takrat sem začutila ta potek, da bi. Ampak on je bil moj človek, ne? Jaz ne vem, kako bi zdaj čutila do nekoga drugega. Ne? Jaz sem zdaj tako upeta v življenje, da ne vem, a si želim tako blizu iti smrti, čisto iskreno. Ampak po drugi strani, ko sem pisala, to sem se pa ves čas zavedala, da bliže, ko si smrti, se mi zdi, bolj se zaveda življenja. Na tak hecen način. Se veste, vsak jutro se zbudiš, pa te to moti, pa te un moti, pa te tretje moti. Halo, vdih pa izdih, to je čudežna dvojina. In vsakemu zjutraj dana. Mi se pa obremenjujemo, ne vem, kakšne trgovine na svetu, a ne? Od vizualnih do ne vem česa, cel dan se ukvarjaš, kaj boš zvečer v obleko, lahko, to je taka izguba časa, ampak jaz se še zmeraj s tem ukvarjam, meni je to grozno, ne. In ko sem pisala to, se pa s takimi stvarmi nisem ukvarjala, ker recimo so mi zgodbe, zelo mi je pomagala ena prostovoljka, ki je bila udeleženka moje retorike v Radovljici, ena gospa, ki je bila ravno v času, ko je odhajal ta naš modni kreator, pomagajte mi. Zoran, kako je?
Hvala. No, in ona je, jaz sem si to predstavljala, da je to tako red, ne, en kuha, en pospravlja, en je negovalca, en je to. No, ona je rekla, ja, da je prišla, pa je malo šla gor, pa so se malo pogovarjali, pa je šla malo dol, pa je pripravila čaj, pa je tako, kako ne. Prav, da je to eno tako in mi je razlagala, kako to teče, ne, da tam so v bistvu nenapisane pravila, pa vsi se jih na nek način držijo, ker so naravne. Ne. Me je to tako presunilo, recimo, ona mi je tudi pač teh stvari povedala, tudi s podkožnimi črpalkami, kako zdaj blažijo, koliko je to dejansko tisti, ki si jo dovolj, kot si je tudi nedovoljno, koliko jim to olajša, pa čiste tehnične medicinske stvari, no, to mi je tudi Urška seveda ogromno. Ampak to ni bilo pomembno v resnici. Jaz v enem trenutku sem to čisto dala ven, mene je zanimala zgodba, mene so zanimali občutki, kaj Tejo dela enemu zelo pomembnemu liku in to je gospod M, ki je izgubil glas in pač odhaja in si zaželi, da bi mu Tejo bral knjigo Tihotapci miru. In če smem, bi mogoče za en delček prebrala. Namreč, zgodba gre tako, da Tejo, kot sem rekla, je en tak, kako se temu reče, perspektivni mladenič, ne? Z šolami v tujini, kjer je bil vedno vodilni v vseh letnikih. Skratka, ena vrsta perfekcionist, ki mu je zelo dobro šlo v življenju, ni imel pa neke te notranjega ognja, nekega notranjega kompasa. Vsaj dokler je imel pa stara starša, ki sta imela edina čas zanj, babico pa dedka je še nekako vozil, ne? Ker sta bila vedno tam, ko je ovinek postal preoster. Potem sta pa tudi ona dva drug za drugim odšla in v enem trenutku se je znašel v enem vakuumu, ki ni vedel kam. Seveda upošteval vse želje očeta, da gre ven doštudiral, potem se je pa vrnil na domačo obalo in živel v dedkovi hiši razkošni, ki mu jo je zapustil in niti ni vedel, kaj bi sam sabo. Potem mu je pa ena prijateljica, igralka, rekla, da gre na gostovanje, ona je bila pa bralka v hospicu, pa rekla, ti prosim, a greš lahko ti namesto mene brat, jaz res ne bi teh mojih ljubih ljudi rada pustila, v tem smislu, a greš brat, pa si on tako mislil, teh pol mrtve bom pa že, ne, bral si, nimam kaj zafrkati, ne, blazno ne sem zavesten fant v resnici, ne. No in potem je on šel brat, pa ti par dni je šlo teden, pa tedni v mesece in pač kar naenkrat je začel v hospic hoditi tudi zaradi sebe, ne samo zaradi njih. Ne. No in ko mu je napisal ta gospod M, da bi rad bral Tihotapce miru, je bil zelo tako, ne. Kje zdaj dobiti knjigo, ne? Knjige ni bilo lahko najti. V knjižnici bi nanjo čakal več dni, za katere je čutil, da jih nima. Našel jo je v prvi knjigarni in jo kupil, čeprav je to redko storil. Knjižne police v dedkovi hiši so se šibile pod težo knjig, ki jih ne bo nikoli prebral. Zanje bi potreboval še eno življenje. Glas slutnje ga je priganjal, naj to knjigo dobi takoj. Glas razuma pa ga je miril s podobo starčeve življenjske moči, ki je sijala iz njegovega pogleda. Čeprav pravila tu ni, toliko je že vedel. Koliko časa je še ostalo gospodu M, se je spraševal, ko je knjigo, zavito v ličen papir, potisnil v zlizan nahrbtnik. Tega ni mogel nihče vedeti. Celo sestra Mirna, ki je pospremila desetine človeških odhodov, ni nikoli zares vedela, kdaj bo kdo odšel. O bližajočem koncu je lahko sklepala po usihanju telesnih funkcij, po značilnem dihanju z dolgimi odrezanimi izdihi, a tu je bila vedno tudi moč duha odhajajočega. Nekateri so odšli nepričakovano hitro, drugi so odhajali presenetljivo dolgo. To je tak resen del, pa ni sam resna ta knjiga, na te mislim, ne? A je tako? Ja. Določene zgodbe so prav zabavne. Kaj sem razmišljala o tem jeziku, ki ga uporabljaš v samem romanu? Sva rekla, zgodb ne bova razkrivali, si jih boste prebrali. Kaj on bere, ne? Tako, ja. Torej, ti si morala pravzaprav tukaj kar nekaj narediti tudi v samem slogu. Kaj ti bereš, pišeš knjigo, v tej knjigi so pa zgodbe od nekoga drugega v bistvu. Ne? Ja, ki jih nisem jaz napisala. Ki kakor da jih nisi ti napisala, ja. In sem razmišljala tako, Karmen piše tako pretanjeno, res jezik meni je bil izjemno všeč. Tako se mi zdi, ta jezik mi poje, ampak te zgodbice so v duru, medtem ko osnovna zgodba je pa v molu. Odlično.
Tako da jaz bi zdaj mogoče pa vsem kakšen duro ali pa bolj slišala. Bom zelo durovsko eno. No, daj. To je Pa bolj... se pa njega mislim. Oprosti, jaz sem... ne, ta tvoja, ta prva je bolj molovska, tako da... Ne, pa ni. Oba videla. Skratka, bom najprej še Nimam pripravila glasbene teorije. en durovski del. To je pa krasen, to nisem nikoli tako razmišljala, nekaj malo bolj umolno napisano, to je pa mogoče malo bolj v duru. To je pa za ena prva notranja zgodba, mogoče samo okvir. Mica je ena paranoična gospa, ki se je v življenju zgodilo veliko grdega in je v enem trenutku se zaprla v svojo hišo, ker je bila prepričana, da ji sledijo. In je bila prepričana, da jo opazujejo in to njuna soseda in tako skratka, ampak to se sliši hecno, ampak jaz poznam ljudi, ki imajo to paranojo in to je hudo, to ni dejansko. Mislim, vse osebe so izmišljene, pa vendar imajo nekje nekoga, ki bi lahko bil tak. No in jaz poznam eno gospo, ki je imela tako malo zasevke te paranoje in je zelo trpela. No in Mica je bila ena teh, mož je pobegnil pred nekaj leti pač na Karibe z vsemi tistimi dinarci, ki bi jih moral plačati slovenskim kreditodajalcem, pa pač tega ni naredil, ampak je to vse skupaj pustil njej. In se je zaprla v hišo z 5 psi. In seveda, ker ona ni upala v belem dnevu ven, si je morala priskrbiti sprehajalko. Psov. Tako to pravo, ne ono iz te prve knjige. No in ta sprehajalka je mala, ona je pa Mica. In imata tako en zelo zanimivo debato v Micini kuhinji. In Mica začne. Vsi so drugačni od ljudi, veste. Oni čutijo, ljudje pa samo uprezajo. V resnici noben pes ne gre tako slepo za kostjo kot človek. V resnici smo zveri, človek človekov volk. In to v hudičevih preoblekah. Samo pogledaj mesarja, ta vse ve. Kakšne vrste meso ješ in povem ti, kdo si. Mala je globoko vdihnila, saj ni vedela, kam vodi ta pogovor in si z dvignjenim glasom priborila prostor za vprašanje. Kaj pa, če ne ješ mesa in ne hodiš k mesarju? Še ena taka vegi neki, se s pogledom ustavi na malinem telesu. Zato imaš pa na obrazu barvo mojih ploščic, namesto života pa radiator. Je nenadoma spet pozabila na vikanje in nadaljevala. Današnji mladi moški so reveži, se nimajo kje spočiti na teh trklih teleščkih. No, mi smo bile pa babe in smo jedle meso, ker je bil to privilegij. In bi bil še, če ne bi piščancem čipa ustavljali. Se je spet le za hip ustavila. Sej, če te ne pozna mesar, te pa tisti tvoj veganer, ki uvaža praške čudne barve v pošteno trgovino po krecanih vrečkah. In to naj bi vam uredilo življenje. Vse, kar se zgodi, je, da zeleno sedjete in počasi razmišljate. Sem poskusila. To je šele psiha na dlani. Ali ješ alge, praške ali si pa semenčkar. Vse razumejo. In naslednjič ti bodo ob praških ponudili tudi eterično olje, ki ravno prav smrdi, da boš zraven še zadeta in kmalu še nosi skrinko. In kmalu odvisna in se boš k veganarju vračala tako, kot se jaz vračam k mesarju. Ker imam rada meso. No, pa sladkarije tudi, a te ne grem iskat k mesarju, se razume. Mi jih pa včasih tudi da za zraven, ker me je prečital in zdaj me ima. In bo treba zamenjati še mesarja. Za hip spusti pogled, potem pa nadaljuje. Tako. To je pa ta durovski del. Skratka, malo je tudi, upam, humorno, no, ker so vsi v resnici, ti notranje zgodbe so vsi malo odštekani. Vsi so ni čudaki, ampak kot vam pove Angela, v začetku zgodbe obstajajo čudaki, ki so dobri in tisti, ki niso dobri. In dobri čudaki so tisti, ki se taki rodijo in niso škodljivi in te pravzaprav iz tvoje življenjske rutine lahko znajo na zelo lep način vršiti in ti marsikaj tudi povejo. Lahko so tihotapci miru. Pa so še tisti drugi čudaki, ki jih imamo pa zdaj naokoli povsod, pa od njih pa niti ni pomembno govoriti zdaj. No pa mi vsem povej, kjeri so ti tihotapci miru, kdo so to? Kakšni so ti ljudje? Ne vem. Jaz jih, tako bom rekla, delovni naslov te knjige je bil Čistilci. Zveda naš dolgorni roman Čistilci. Mislim, kakšni zdaj? Kaj bi marketing? Prah pobirajo, kaj ne. Namreč, jaz sem prepričana, da eni ljudje pridejo v tvoje življenje zato, da se veste, eni pridejo za en dan, eni pridejo za en teden, eni pridejo za celo življenje, kakorkoli. Ampak eni ljudje pa dobijo v življenje take preizkušnje, ki niti ne vejo zakaj. Se jim zgodile
Ampak če pogledajo nazaj, so nekaj izčistili v svoji okolici, v ljudeh, ki jih imajo radi, pri sebi. Nekaj se je spremenilo, ne vem, mogoče čisto tak butast primer. Takrat sem midva v tej teoriji čistilcev z Robertom začela razmišljati. Namreč midva zaljubljena, mlado poročena, z otrokom na poti, sva se naselila pravzaprav k morilcu, psihopatu. Najin sosed je bil človek, ki je izdeloval orožje in mogoče Peter so imel nekdaj z njim kaj opravka, se zdaj ga ni več. Skratka, no, ampak to je resnična zgodba. Človek je bil pač dejansko psihopat in midva sva jedla njegov paradajz, no to pa je malo noter, so to videli. Poslušala njegove šale, ne, se družila z njim na nič hudega sluteča na našem skupnem dvorišču, uporabljala njegovo elektriko, skratka, in seveda se je to obrnilo zelo grdo. Ne. Potem, ta človek je potem, so ga zaprli in tako naprej, ne zaradi naju, ne. Ampak mi smo potem dobivala še kar grda pisma iz zapora. Skratka, midva sva imela res tako zgodbo, ki si je nisva zaslužila. Mi smo bila mlada, nobeno nisva nič hotela, dobila sva pa nekaj, kar je bilo tako uničujoče za najino življenje takrat, si rekla, dobro, zakaj? In takrat smo midva z Robertom razvila teorijo, da mogoče smo pa eni ljudje čistilci, da enostavno, zelo pomembno pa to, da se ga je cela vas bala. Cela vas je tega človeka bala, kot hudič križa. Nobenemu pa ni povedal, pasta se ga, ne, ampak se kako pa je kaj sosed. Ja, super je, pa 74 še gor pleza, kot gazelca je, nič mu ni, mislim, glikor sem okoliko zamenjal, človek že laufa, ampak dobesedno, tak je bil. In tako, kaj naj jo tako sprašujejo, pa sej, ne, ja, ne, ampak noben pa ni rekel, pasta se ga, pasta, človek je nevaren, ne. To sem mi napolno gotovila, kaj je k njemu prišla negovalka, ne, in ko se po noči so začele streli slišati, pa take stvari. In to so hude stvari, če ti čakaš na svojega otročka, če ti delaš domek, si nekje sredi idilične vasice. No in takrat so začela razmišljati, kaj se nam to dogaja. Mi smo dobra človeka, ne? Mi si tega nismo zaslužili. Pa je pa enkrat celo Robert, da si ti rekel, mogoče pa zato, ko zmoremo, mogoče pa zato, ker smo močnejši kot tisti v tej vasi, ki ne morejo spremeniti, midva pa nekaj lahko spremeniva. In zanimivo je bilo, da dejansko se je začelo spreminjati, ko smo mi prišla. Mi smo bila 1 leto pa pol, ne, so ga potem dokončno zaprli. Ja, nekaj tako. Ja. Ko so ga dokončno, ko so dobili toliko obremenilne dokaze, da so ga lahko potem zaprli, Peter, ti sploh ne razlaga, kako vse. Ne, ko se je pisal, ne, ni spovedal. Kako se že? Bregar, Mihael Bregar. So ga potem tudi pospravili, pač so ga obtožili in obsodili. In potem se je sam uredil zadevo v arestu, ampak tam to ni bila več niti slučajno najina zgodba, seveda. Ampak hočem reči, to se meni tako dotaknilo, zakaj moram jaz doživljati to, če nisem, ne? Ja, mogoče pa zato, ker sem sposobna, ne? To je zdaj zelo taka teorija, ampak takrat sem začela razmišljati, eni ljudje zmorejo več, pa ne, da sva midva zmogla, sploh ne, ampak eni ljudje zmorejo predstavljati stvari samo s tem, kar so tam. Iskreni, v ljubezni, čisti, brez dodatnih nekih namer. Tako. Zdaj pa glasba, prosim, da bomo dur pa mol zdaj le sprobali. Kjera pa bo? Prva. V bistvu taka je nastala v tem okolju, ki si ga zdaj opisala. Mogoče ta čas, ko oglašuje. Zakaj smo izbrala to pesem? Naslovno si tvoji griči. Nič v prenesenem pomenu, prosim. Je kar, ja. So kar griči, ja. Namreč zato, ker se mi zdi, da to, kar boste slišali, bi mogoče lahko bila ta Lenja, ta zdravnica in Tejo. Lahko bi imela ta odnos. Ampak Tejo nikoli ni imel jajc, bom rekla, povedati to, kar pravzaprav bo Robert zdaj. Hvala, Boštjana. Tišina zavit je najin dom, v jutrih, ko odhajaš. Prebuja se prekrasen dan, med griči, kjer ostajaš.
obraz, ki si je čez poljane, srca, ki jih ni načel ta čas. Prižigaš luči z odgovori na bistvena vprašanja, vedno do ljudi vodijo tvoja potovanja. Tudi ko je ni, boš našla pot naprej. Tako si lepa danes, še sonce je priklical tvoj obraz, ki si je čez poljane, v srca, ki jih ni načel ta čas. Tako si lepa danes, isto iskra v očeh, ki gre čez zmago in poraz. In spet mi dih vzameš, ko mi vedeti daš, da kriv za to sem tudi jaz. Ja. Eno stvar sem opazila v romanu. Ti nekaj ljudi omeniš noter brez imen. In sicer sem si jih zapisala, sem, da se mi ne bo zaprl. Enkrat rečeš za Terezijo, če se ne motim, da je odhajala, ko je bral roman, ki je ločeval peno od valov. Potem je v, ne vem čisto točno, v kateri navezi si napisala poet, ki ga je prejšnji teden vzela cesta. Omenjaš tudi, ko je vprašala Pesnika ljubezni. pesnika, ja, tisti, ki lepo piše o smrti, o minevanju in teh zoprnih rečeh. Kako mu je že ime? Ste veste, kako mu je ime, ne? Ja, lejte, kaj pa vem, jaz zelo rada ene take nevidne poklone ljudem dajem. Kaj vem, mislim, enostavno sem začutila, da tisti, ki ga je vzela cesta, je Aleš Debeljak, ki se mi je zdel eden največjih tihotapcev v miru, čistko. Imela sem ga priložnost ene parkrat voditi in kako je on, mislim, mene je najbolj šokiralo to, ko je odšel, on je imel tako rad življenje, ne? In se pa ti jasno postane, pač zakaj je moral voditi na pač tako kot je, ker je imel tako rad življenje, ne? Enostavno mislim, on je bil tak, resno, tihotapec s radosti, ne samo v miru. On je prvi, ne? Drugi je pač ločeval, je peno od valov, vemo, kdo je ločeval, ne? Pač Feri. In tretji je seveda Ciril Zlobec, pesnik ljubezni, ki je hkrati na neki način meni tudi pesnik smrti, ampak v najlepšem možnem pomenu besede. Tako da jaz sem tako, to ni bilo, veste, da bi rekla jaz, sem pa jaz namerno, ne, ampak enostavno, ko pišeš, ravno sem zaključevala to prvo verzijo, ko se je Aleš poslovil in moram reči, da me tiste nisem kaj dosti mogla nič napisati, ker me je res čist sesul tako prav v tem vprašanju, kje smo, zakaj se nam, mislim, kako ne, kakšni ljudje odhajajo, da ne govorim, da zdaj oprostite primerjavi, ampak v tistem mestu je umrl tudi David Bowie, pa še kdo, ne? In je bilo tako, to se je začel ta 2016, ker enostavno ves čas tudi mediji opozarjajo, ljudje odhajajo ljudje, ki so imeli kaj povedati, se odhajajo vsak na ljudje, ki so imeli kaj povedati, ne? Ampak ti so bili vidni in smo vedeli, da imajo kaj zapovedati. Potem, ne vem, Ciril je tako zadnje leta en tak moj dušni spremljevalec, da sploh ne moram, da ne bi pač, ne. Feri pa itak, Feri pa že 25 let tam tako lepo vsakič me nagovori z divjimi rožami, da pač je tako pač zraven. Že pišeš kaj novega? Ja, zdaj se igram z eno idejo, pravzaprav že začenjam ustvarjati. No. Jaz sem na Facebooku začela objavljati izjave najnega sina,
že na 3 leta nazaj in veliko ljudi mi je začelo, da je to knjigo narediti. Potem smo se z Manco pogovarjali z Koširjevo, rekla, da je to moče ena lepa ilustracija, zdaj tudi ne, z njeno energijo, sem rekla, da je v redu, ne. Tako da zdaj se igram s to idejo, da bomo te izjavce dali v neke zgodbice in naredili eno lepo darilno knjigico. Ampak seveda zdaj pa treba to še napisati, ne, ideja je že krasna, zdaj moram pa še izvesti. Imam pa še eno drugo idejo, o kateri ne bi prav veliko govorila, je pa povezana s to knjigo v resnici. Namreč poklikal me je en gospod, ko je sploh ne vem kako, ko je izvedel za njo in ko je prebral, o čem gre, me je poklikal na Facebooku in sta začela klepetati. In on pravi, da bi prišel na mojo predstavitev, tisto prvo, sem bila super lepo, ne, z Postojne so te pripeljali, zelo lepo, ali tam nekje, kje že je. Pa pravi sam, a so tam stopnice? Pa jaz tako, ne da bi vedela, ampak ne, pa tako ne bi še, a veš, ko imam voziček pa to, ne. Jaz sem 3 tedne komunicirala s človekom, ki pač je doživel pred leti eno hudo nesrečo po svoji lastni neumnosti in izgubil noge. No in potem smo začela klepetati, prišel je tudi na to predstavitev in se mi je utrnila ena ideja, da bi na nek način izhajala iz njegove zgodbe, ker je pa blazen pogumnež, ne. Kaj on danes vse počne, kljub temu, da nima nog, oziroma ima noge, ki jih pač ne more uporabljati. Nora, mislim, pa kakšen spirit je to? Kakšen spirit človeški je to, da je mene sram ob njem, kako sem lahko kdaj sploh si ne volim biti malodušna. In me tako, in zdaj ogromno klepetava in mogoče bo iz tega kaj nastalo. Zelo tako neobvezno še zaenkrat, ker me pa zanima ta zgodba preživetja v novi obliki samega sebe, ne. On je preživel, čeprav je kazalo, da ne bo. Kazalo je, da bo tetraplegik, danes smuča, ampak hodil ne bo pa nikoli. In to je pa pač dejstvo. Ampak človek je res, sploh ne gre za to, da je on, gre za ta spirit in to mene vsake znova fascinira. Vse teh zgodb smo že veliko slišali, ampak mene zanima to, kaj se dogaja. Pustimo to, da je on moral sprejeti telo, ki ni več njegov, on pravi, ne. Kaj se je vse zgodilo? On je bil prej na vodilnem položaju. Kako se je začela socialno omrežje okoli njega trgati, spreminjati. To mi je fascinantno. Kako so odreagirali otroci, žena, pes, nora, kako je pes odreagiral na njegovo spremembo. Je rekel, da je spremenil v bistvu njegovo življenje to, da so mu psa spustili v Sočo. Mislim, to so take stvari, da te še zdajle me ne. Dokler me bo tako ležgalo, kot zdajle, ko pripovedujem, pa lahko o tem pišem, seveda bo fikcija, ne, samo zgodba je nekaj, kar pač je neka podlaga. Ni pa nujno, da bo to tudi nastalo, ne. Sprav zdaj, ko o tem govorim, ne, ampak nisem doživetna. Nisem, tako da. Če grem na tele zgodbice, zadnjič smo se pogovarjali, kar dolg pogovor smo imeli o tvoji knjigi. In je rekla Karmen, ja vsakega od vas druga zgodba potegne. Drug lik potegne. Jaz recimo bi dala like na Valentino, sem prav rekla, na Valentino menedžerko, ki je bila tako zelo tipična menedžerka, hladna, urejena, navzven urejena. Vse pod kontrolo. Potem pa Karmen lepo pove v tej zgodbi, da dela vse tisto, kar ji drugi naročijo in tako naprej in odpeljejo njej z njenim podpisom firmo proti nuli. To je znana zgodba našega sveta. Ja, in potem ona spremeni to zgodbo. In jaz sem takrat rekla Karmen, ampak a res moramo v življenju tako nekaj hudega doživeti, da pa postanemo dobri. Ne, če imaš ob sebi tihotapce miru, ne? Ona je imela ob sebi Makedonca, Emila Proeskega, čistilca, snažilca, tistega, ki je prišel noter z metlom, pa tako. Fantastično. To je meni eno najljubših likov. On je ves čas samo pel, pa na zalogi manjka pa enih teh pregovorov rekel. On je pel pa v 7-osminskem taktu. To pa tudi vem. Skratka, on je samo pel. In s to svojo neko iskrenost, pa zelo take čist na videz nedolžne pogovore sta imela, ne. In on njo ves čas malo drezal, ne. Ves čas jo malo drezal v njeno resnično
materijo, ne? Njeno snov, tisto, ki je bila še čista, zdravo jedro. Ne? In potem je ona začela malo prihajati do tega zdravega jedra tudi pri sebi in v enem trenutku je ugotovila, da ona ima moč, samo če se odloči. In to so tihotapci miru, po mojem mnenju, ne? Da so ljudje, ki ti prihajajo na pot, ki te rabijo samo malo potisniti ali pa ti samo plašnice vzeti dol z glave ali pa ti preprosto, ne vem, se sam to postavi, da se lahko nasloniš na njih, da lahko narediš naslednji korak. Tako jaz vidim tihotapce miru. Na kakšen način pa to počnejo, ne? Emil Prejski je počel to s petjem. Sprehajalka psov, mala je to počela s tem, da je preprosto hodila tako, kot ste se dogovorili vsak dan, tja pa pse ven vzela. Nič drugega. In bila sem to, kar je. In je Mico na nek način ves čas spodbujala, pa s to ljubeznijo do belega dne, ne, je Mico začela malo pišu, ker ona je bila tudi mlada, ona je tudi rada šla ven, ona si tudi spomnila, kako je biti svoboden, ne, tako kot ta mala še na nek način je, čeprav je tudi upeta v eni svoji nestabilnosti. Kot smo na nek način mogoče včasih vsi. Ker namreč zgodba notranja se začne tako, da obstaja en gospod Srečo Iskra, ki je bil včasih en tak zelo dober poslovnež, ampak ni bil narejen pa za nepoštenjaka in to se mu je zelo odražalo na njegovem življenju, skoraj ga je pobral fizično, skoraj je umrl. In ko se je spravil ven, v svojem življenju je ogromno ljudi odpustil in ko se je spravil ven iz tega, ko je preživel, je rekel, da je čas, da je s koga zaposlim. In je odprl svojo zaposlitveno agencijo, v katerem je zaposleval profile, kot so sprehajalka psov, čistilce oziroma snažilce in snažilke in sekretarje, tajnike. To so zelo nevidni profili, ne? Ampak veste, verjemite, da če kdo ve, kaj se dogaja v firmi, so to tisti, ki jo čistijo. Velikrat, ne? Ali pa tisti, ki so tajniki, ne? Lejte že ime, tajnik, ne? Beseda. Zato, ker tajnik ve tajne, veste, jaz si to pač tako tudi razlagamo, ne? Ali pa se pač, v tem smislu, no, in on dejansko zaposluje take profile in on pravi, da te ljudje morajo imeti nekaj več. Kar se navzven mogoče ne vidi, ampak nekaj, in to ja, on išče to iskrenost, da ne pol. Seveda je to malo tako, ne, v tem svetu bo, če bi to šlo skozi, ampak kaj pa če? In on vaš čas tako živi Srečo Iskren, on hoče zdaj samo dobre stvari delati, ker točno ve, da če ne bo spet potonil, ne, in da druge priložnosti ne bo dobil. Bil je pa glih toliko sebičen, pa toliko samo všečen, da preživeti je pa želel, ne, čisto tako. Smo že kot neki zgodb povedali. Za zaključek vam sam to povem, da me je zaključek sesul, tako da se splača prebrati. Zdaj bi pa še eno pesemco za zaključek. Za zaključek sem si zaželela od mojega moža skladbico Sveti lep. Bistveno je pa naslednji stavek, če se vzameš čas. Zakaj s tem zaključujem? Zato, ker sem hvaležna, da ste si vzeli čas. Zato, ker si jaz ga premalokrat vzamem in potem se spomnim na njegovo skladbico in si rečem, res svet je takrat lepši, ko si vzamem čas za stvari, ki me veselijo, ne samo tiste, ki jih moram in moram. Tako, svet je lep. Včasih se mi zdi, kot da je tisoč stvari, ki mi zakrivajo pogled. To, kar vprašanjem so odgovori, mi daje ritem za pot naprej. Vsak si jo utira sam in tvojega odgovora jaz ne poznam. A vem, da svet je lep, če si vzameš čas in če srcem čudeže spoznaš. Vem, da nisem sam, ne vem, da nimam moči, da bi posegel v to, kar je. Sem so me privedli vsi odgovori, trenutkov niz je postal mi zdaj. Ne bom šel brez besed naprej in ob strani stal. Nimam
časa, nimaš kaj mi iz slovarja dal. Saj svet je lep, če si vzameš čas za ljudi in nase tudi kaj daš. Svet je lep, iz čudežev zgrajen, vsak od nas pa je temeljni problem. Ja, svet je lep, če si vzameš čas za ljudi in nase tudi kaj daš. Svet je lep, iz samih zgodb zgrajen, vsak od nas pa je svoja zgodba v njem. Karmen, najlepša hvala za tale res lep večer. In ti želim še veliko dobrih romanov. Hvala tebi, Katarina, hvala tebi, Robert. Hvala, kot sem že rekla, vsem vam, no, da ste si vzeli čas. Jaz bi sam to mogoče še za konec, no, da ko sem pisala, mi je mama rekla, pa kaj pišeš roman v smrti, lepo te prosim, ni tega že dosti, ne. Sem rekla, mami, jaz bi rada pisala roman v življenju, v resnici, a ne. In prva bralka, ki je bila, mi je napisala tako, in to me je tako resno, v bistvu, da sem šla potem še to zadnjo verzijo delati zares, je napisala v tem smislu, kakor res da pišeš o smrti, ne, ampak jaz ves čas razmišljam o tem romanu o življenju. In to me je tako, in bi to upam, da se vam bo to zgodilo, ko boste brali, ne. Čeprav je seveda tudi o smrti, je to predvsem se mi zdi roman o življenju. Jaz ga pač tako čutim, upam, da ga boste tudi vi. Hvala lepa.